Dober dan, lepo pozdravljeni, hvala, da ste se nam pridružili na ta zelo deževen in poseben dan. Danes bi se radi tako družili prijateljsko, povezovalno, kot nas je pred 30 leti združil papež Janez Pavel II z svojim prvim obiskom. Res vsak posebej prisrčno pozdravljeni. Za ta dogodek danes tukaj smo se odločili zato, ker se je zelo veliko stvari okrog priprav na sam papežev obisk dogajalo prav v teh prostorih na Družini. Posebej pozdravljam sedanjega urednika Družine Boštjana Debevca, ki ga takrat še ni bilo z nami, in našega direktorja, gospoda Toneta Rodeta, ki je tudi prišel za papežem. Tako da z mano tukaj pa sta lepo pozdravljam gospoda Andreja Štera, takratnega ministra za notranje zadeve ter predsednika državnega pripravljalnega odbora, in doktorja Janeza Grila, takratnega tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference in prav tako člana pripravljalnega odbora. Pogumno in vztrajno stopajte dalje, nas je ob zaključku svojega prvega obiska v Sloveniji pozval danes sveti papež Janez Pavel II ter poudaril, da naj ohranimo nedotaknjeno našo čudovito deželo, ki nam jo je Bog zaupal, predvsem pa naj ne dopustimo, da bi zamrlo plemenito državljansko in duhovno izročilo, ki je zaznamovalo našo zgodovino. Kaj vse se je zgodilo v teh dobrih 30 letih, smo še kdaj bili tako ponosno skupaj, spomnimo se, s kakšnim žarom, pričakovanjem in hvaležnostjo smo pričakovali ta obisk. Obiska ne samo papeža, temveč človeka naših slovanskih korenin. Pa vaju, draga gosta, najprej vprašam tako vsakega posebej, kaj se je vama najbolj vtisnilo v spomin, čega se še danes po 30 letih spominjata? Ja, spominov najprej lep pozdrav in jaz z veseljem vidim tle cel kup ljudi, ki smo se tudi takrat dostikrat in zelo pogosto videli. In to je tisto, česar se najbolj spomnim, kar se mi je najbolj vtisnilo v spomin, to je sodelovanje. Takrat sta se cerkvena in državna stran, ne samo oblast, tudi tista civilna sfera, cerkvena in državna, sta se naučili ne samo sobivati, ampak sodelovati. In to je ostalo, to je del tistega, kar smo rekli, oče, potrdi nas v veri. To je ena taka potrditev zagotovo in to je verjetno tisto, kar je najbolj trajno ostalo, vsaj v mojem spominu. Nekaj podobnega s tem, da bi rekel, da je to zanimanje in navdušenje za papeža raslo iz ure v uro. Na začetku je bilo v naših vrstah malo skepse, pa negotovosti, pa strahu, ali bodo ljudje, ali kako bo vse skupaj izgledalo. Pri civilni družbi pa sicer morda tako neko vzvišeno, pač naj pride na obisk, če si ga želijo, in tako naprej, samo neka rezerva. Od prvega večera naprej je to plahnelo in na koncu, po tretji dan, je bila vsa Slovenija navdušena nad papeževim obiskom. In to vidiš, kako se lahko stanje duha, pa mišljenje ljudi, pa razpoloženje ljudi spremeni v 3 dneh iz zelo malce zadržanega, na koncu zelo navdušenega opazovanja in doživljanja papeževega obiska. To mi je seveda ostalo v spominu. Bi rekel, da v svojem življenju imamo 2 takšne izkušnje. Pri delu za slovensko neodvisnost in samostojnost, takrat smo sodelovali tudi vsi, in o papeževem obisku prav tako. To nauk za nas in za prihodne rodove pa je, da če hočemo in če so prilike primerne, Slovenci znamo sodelovati. Ampak tukaj moram nekaj povedati še. Namreč z gospodom prelatom, doktorjem Janezom Grilom se tikava že malo prej, od takrat pa sploh, in ga bom tudi zdaj tikal. Janez, ti se spomniš, kako je bilo
Namreč cerkveni in državni odbor za pripravo obiska sta se zmenila, da bosta delala pravzaprav tako kot človek diha, z obema pljučnima kriloma, tudi tam večinoma smo zasedali kar skupno. In del tega, bliže, ko je bil obisk, so bile tudi tiskovne konference, ki so bile kar dobro obiskane. Bilo je kupica vprašanj, ampak eno vprašanje je bilo pa stalnica. No in tako kot je Janez povedal, prijave na obisk, veste, da je takrat to teklo po župnijah, prijave so šle tako, bi človek rekel, bolj zadržano in skupna številka je bila, bi človek rekel, uboga. Ampak vedno je bilo pa vprašanje na vsaki tiskovni konferenci, no, koliko je pa zdaj skupno število obiskov in po posameznih prizoriščih, in pa smo se vsi tako modro zazrli v Janeza, ki je bil tiskovni predstavnik in je imel na čez medije. In gospod Gril se je tako prijel za brado, pa se je malo zamislil, pa malo zajamral in potem je rekel, lahko vam povem, da je obiska napovedanega mnogo več, kot ga je bilo prejšnji teden. In to je moralo biti dovolj. Takrat je namreč veliko ljudi tako hotelo malo uživati nad tem, da bi se kaj sfižilo. No, ampak na koncu se jim je to sfižilo in veliko je bilo odvisno od tega, da nobeno vprašanje ni bilo prepovedano, ampak teli stari mački, PR-ovci so to znali odgovoriti tudi takrat, kar je bilo težko, tako da Janez je nosil eno veliko pezo tistega obiska in jo zelo uspešno naredil. Vsi skupaj smo to počeli, ampak vsak na svojem področju in smo se dopolnjevali. Je pa to bil seveda, to bi še rad poudaril, priprave na papežev obisk, to je bil en dolg proces. Pa tudi čakanje, saj smo ga pričakovali leta in leta, katerkoli politik takrat, pa še prej in potem, ko gre papež v Rim, ga povabi škofje, ga tudi vabijo in smo čakali in se je potem zgodilo, ko smo že skoraj obupali, a bo ali ne bo, se je pa ta napoved zgodila. Morda bo potem kasneje kardinal Rode povedal, kakšen vpliv je pa on imel v Rimu, da je papeža prepričal, naj se odloči. Sveda, da je papež prišel k nam, je tudi dejstvo, da je Poljak, da je Slovan. Najen predhodnik s Francijem, gospod dr. Melak, se je rad hvalil, da je bil papež naročen na družino. In je bil res, ko sta se nekje srečala v Evropi na nekih medijskih konferencah, je Merlak Karlu Vojtilu ponudil družino in on rekel, pošljite mi jo. In je do njegovega imenovanja za papeža družina romala vsak teden v Krakov. In ko sta se srečala še enkrat kasneje, ko še ni bil papež, je rekel, da pogleda vsako številko. Tako da nekaj pa je razumel in nekaj je tudi vedel. In našo zgodovino je najbrž tudi poznal bolje, kot mi poznamo Poljsko. In morda je tudi to vplivalo, da se je potem končno le odločil in je prišel k nam. No, vsi skupaj smo zvedeli, da pride papež k nam točno eno leto pred njegovim obiskom, na njegov rojstni dan 18. maja 1995 takrat. Se pravi, so se že takrat začele intenzivne priprave ali v zadnjem, po novem letu nekje? Ja, formalno so se začele kmalu, dejansko pa kasneje. Datuma ne vem, ampak vedno je tako. Na začetku je veliko navdušenje, pa se neki odbori ustanovijo, potem se pa ti odbori pripravljajo, da bojo začeli delati. In to lahko nekaj časa traja, seveda je pa bilo potem zadnjega pol leta ali pa malo več, pa zelo, zelo intenzivno delo, tako na naši strani, kot tudi na državni strani.
Ja, torej, jaz se tistega časa spomnim tudi tega, kar je Janez prej govoril o pripravah, o tem, kako je Slovenija želela papežev obisk ali pa kako so si ljudje prizadevali. Meni je ostal v spominu en članek v Družini, ki ga je napisal takrat mislim, da še ne doktor Franci Petrič. No, če bi vprašal Faleža, si doktor. Takrat je Franci Petrič napisal, bilo je pa po moje konc leta 93 ali pa 94 leta. En zelo luciden članek, ki izpostavil vse tiste dileme, ki pravzaprav so bile takrat, že prej, takrat in tudi v času priprav, pa še celo po papeževem obisku. Poanta je pa bila, ali smo Slovenci pripravljeni na papežev obisk, pa ali smo Slovenci vredni papeževega obiska. To je stalno vprašanje, ker potrdi nas v veri se ne zgodi tako v hipu in potem smo pa potrjeni, ampak potrditev v veri v nas raste ali pa ne raste. In to je ta pravi dosežek. No, Franci Petrič je takrat nekaj pomembnih vprašanj izpostavil in tisto se je pretresalo, kalilo. Jaz pa moram reči, da si predstavljam, da je bil obisk izmoljen. To je bil izmoljen obisk. In jaz se tudi spomnim, da je bila takrat v stolnici pobožnost prvih petkov, devetdnevnica prvih petkov, in meni se je zdelo to neznansko daleč. Sem rekel, Marija sveta, to je toliko daleč. In potem sem se seveda udeleževal tiste pobožnosti in je kar nekako minevalo in je bilo zelo hitro, da je prišel ta zadnji prvi petek pred tistim obiskom. In tisti čas je bilo treba res zelo temeljito izkoristiti in jaz upam, da smo ga, torej vsak ga je po svoji meri in zmožnosti, rezultat tistih prizadevanj ni izostal, no, hvala Bogu. To se vidi tudi lepo po teh fotografijah, če jih pogledamo za nazaj, ko so drle te množice, jaz rečem naših starih mam, še v rutah, s to neko tako hvaležnostjo, ki v bistvu težko opišeš z besedami. Ne vem, kako sta vidva to doživela. Vsaka ruta več je bilo večje veselje, ker je pomenilo, da bo veliko ljudi. In no, to smo že vedeli tudi že nekaj časa prej, ko so bile priprave že zelo praktične in razdeljene, pa določeni kraj, kjer bo srečanje s papežem, in to je bil tudi en proces bolj cerkveni, ampak ne samo cerkveni, kje se lahko srečamo s papežem. In nekateri so bili na začetku prepričani, da je stadion za Bežigradom že prevelik. In ker je bil strah, da ne prevelik prostor, da ne bo prazen. Pa tisti, ki smo bili malo večji optimisti, smo govorili ne, en velik prostor, lahko dostopen z vsemi možnimi sredstvi prevoza in na nas je, da ga napolnimo. In smo potem po kar nekem iskanju našli Stožice, takrat so bile v takem stanju, da ni bilo še teh stavb, ki so danes, in je bilo to res en velik prostor. In ja, ko smo si ga ogledali, mislim, da je bil takrat tudi Načkov Šuštar kar malo prestrašen, a bo tole polno? Pa smo rekli, bo. No, tako da to je res raslo v nas, pa tudi očitno v ljudeh, da so potem prišli. Tudi ko smo iskali primeren in potem seveda je bilo treba zadostiti, da bo papež na vseh treh pomembnih koncih naše domovine, nekje na ljubljanskem koncu, na Štajerskem, Maribor in okolica in seveda na Primorskem. S tem, da smo se kmalu odpovedali, da to ne bo pri morju, ampak da mora biti nekje bolj osrednja, primorska, dosegljiva
iz vseh koncev in krajev, pa tudi za druge obiskovalce iz ostalih koncev Slovenije. In se je potem so se izbrala Postojna in tisto športno letališče in moram reči, da je bil izbor teh treh krajev izjemno posrečen in da je odlično služil svojemu namenu. Pa je potem potrebno seveda omeniti ta naš odbor, ki je o vseh teh stvareh razmišljal, pa potem še interne komisije, arhitekti, zasnova, izgled in podobno. Malo smo se učili, kako so to pripravili drugod, malo so nam iz Rima sugerirali in povedali, kako naj to bo in kakšni naj bojo ti prostori, kjer se bo papež srečal z ljudmi in imel mašo. Tako da vse to je bil seveda en velik projekt, ki smo ga počasi sestavljali kot mozaik z različnimi barvami kamenčkov in različni umetniki smo to sestavljali. In na koncu, kot rečeno, je bil rezultat dober. Ja, torej ta izbor lokacij ali pa razmislek o tem, kje se bo papež srečal, kje mu bo omogočeno, da se sreča na čim bolj primeren način s čim večjo množico, je bil vse prej kot lahek. Zato, ker je bilo želja mnogo. Zdaj, jaz se bojim, da bo kdo začutil, da njega kritiziram, ampak tle za Ljubljano je bilo rečeno, joj, kako bilo lepo, če bi šel v Črno vas, tamle pa Rigu, tam je taka lepa Plečnikova cerkev. In pa je bilo rečeno, da če bi se skup spravilo kakšno slabo vreme, bi tam že ta druga stotnija ljudi v blatu stala. Pa seveda še in še je bilo takih Dolenci, mislim, da so malo zobmi škripali, ker na Dolensko pa ni šel, šel je pa povsod drugod. In pol so bili tudi drugi, ki so začutili, da pri njih bi pa papež pa čez četrt ure pa za četrt ure. Pri teh ambicijah in željah nam je zelo pomagala predhodnica strokovnjakov, ki so nas nekajkrat obiskali iz Vatikana. To so bili možje, ki so že leta in leta, desetletja mogoče, pripravljali in sodelovali pri izvedbi papeževih obiskov v raznih državah. In so imeli, pravzaprav niti nismo znali vprašati, ampak so nam kar svetovali, na kaj naj bomo pozorni. Kje so tiste težave, ki bodo šele nastopile pri vseh dobrih željah in prizadevanjih. No, in jaz se spomnim, potem so bile za vsako od treh prizorišč je bil ustanovljen tudi tisti lokalni odbor, kjer so bili seveda vsi pomembni ljudje, med drugim tudi tisti strokovnjaki za varnost, ki so bili v trojedini osebi en policaj, pa en vojak, pa eden od civilne zaščite. In jaz se spomnim sestanka ali pa srečanja te vatikanske predhodnice in postojanskega odbora, kjer je potem vsak od tistih, zdaj bom rekel z grdo besedo, Taužent-Kinstlerjev, je želel svoje povedati in potem se je vzignil en mož v uniformi in je rekel, vidite, tukaj je skica prizorišča, tamle bo prihod častnih gostov, to je evakuacijska pot, na tistemle območju bomo pa dali prizadete osebe in tamle bodo ranjenci. In jaz vem, da pater Tuči, ki je bil takrat zraven, to je bil vodja, se je nagnil k meni in je rekel, a pričakujete velike nemire? Torej, bilo je tako, kad se naredi za kakšno akcijo, nič nas ne sme presenetiti. Je bilo pa treba po pameti to odgovarjati. Tudi za Postojno se jaz spomnim, da so se možakarji in fantje zmenili, da bo tisti prostor, tisto lepo prizorišče, športno letališče, ena livada krasna, so rekli, veste tle, je treba nekako nakazati, da se bo nekaj dogajalo in Primorci postavimo mlaje. In potem
seveda to je bilo nadvse blagodejno in tudi krasna izvedba je bilo, pol mlaji so stali, gor so bile zlato-bele zastave in slovenske zastave in je bilo prekrasno. No, ampak najdla se je ena gospa, ki je rekla, ampak če bodo mlaji visoki, potem lahko pride veter in bo to podrl in lahko pade. Ne? In pol, kaj taka dilema vržena med ljudi, se začne tisto mleko. Ja, kaj pa če res, pa kako pa, in pa so začeli tisti fantje, vodil jih je pa Primož Krečič, kaj je bil takrat še mnogo bolj gajsten, kot je danes. So začeli malo zubmi škrtati in so rekli, mlaji bodo stali, pa če... Pa je bilo treba temu narediti konc. In pa sem jaz rekel tisti gospe, sem rekel, daj mi povej, za zadnjih 30 let, koliko primerov pa ti poznaš, da je kakšen mlaj padel. Ker če je mlaj prav postavljen, ne pade, razen če ne pride res ena huda ujma. No in pa, ker ni znala povedati nobenega primera, sem rekel, mlaji bodo. Mlaji bodo in to je zdaj dokončna odločitev. Ni več treba pridati. To je bila ta ista gospa, ki je v tistem romarskem paketu, ki ga je zelo učinkovito sestavila ena komisija in so ga darovali dobronamerni in zelo dobrega srca gospodarstveniki. So prispevali vse tisto, kar je bilo not, je bil stolček zložljiv, pa romarski vodnik, pa dežnik, pa šal, tale dežni plašč, ja. In je bila tudi ena steklenička vode. In za tisto vodo je tista gospa ugotovila, da je not ena sestavina, ki je lahko blago dristilo. Jaz ne bom razlagal podrobnosti, ampak pa je bilo spet treba po pameti. A veste, če nekdo prispeva nemajhne zneske, potem želi, da se s tistega ne norčujejo. Ne? No, ampak tisti paketi so bili nadvse dobrodošli, koristni in ljudje so razumeli, da je to njim v podporo, zato da se bojo lažje organizirali in sodelovali pri obisku. Tako da različne zgodbe so bile in povsod je bilo treba ljudi malo usmerjati k temu, da gremo proti cilju, ne da se bomo tik pred ciljem razšli. No in tista 9-dnevnica prvih petkov se je iztekla in obisk je bil tle. Glede tega paketa sem jaz imela vprašanje, pa ste me prehiteli. Se pa spomnim, da je bilo tudi takrat tako slabo vreme, kot je zdaj. Pred obiskom skozi je deževalo in v paketu je pač bil tudi ta stol iz kartona. In jaz vem, ker gospod Gril, v tej svoji korpulenci, takrat na družini, rekel, zdaj, če se sedemo na ta stol, zdrži, ampak spodaj bo vse mokro, to bo potegnilo dol, ne? Ampak se ni dalo več nič narediti, ne? In stoli so vzdržali potem. Pri tej zgodbi to je zame eden od dokazov, da je bil tisti obisk res podprt z veliko molitvijo, zato ker predtem se norveške zapornice niso zaprle in je deževalo po moje enih 14 dni. Tako, zdržema ves cajt, pa en cajt orenk, en cajt pa skozi bolj. In potem je bila resna dilema. Mi smo nekaj dni pred obiskom smo obiskali vsa 3 prizorišča, zdaj na Primorskem ni bilo poplave, v Ljubljani je bila tista luža že precej velika, v Mariboru pa brez škornjev do kolen nisi mogel tam hoditi. In pa je bilo rečeno, tukaj ne moramo povabiti ljudi, da pridejo zato, ker bo ne samo nezadovoljstvo, lahko se komu kaj zgodi, pa to ne zgleda. In pa so tisti inženirji, ki so tam sodelovali, so torej, Bog nas je pogledal z usmiljenjem in ustavil dež, to je bilo prvo. A ne? Drugo je pa bilo, da so pol pogruntali, da je treba prebiti tisto plast nepropustne zemljine, ki zadržuje tisto nepregledno lužo in v 2 dneh se je tam osušilo. V Mariboru so prišli prav tudi ti listovčki in ljudje so bili zadovoljni. Bilo je pa, hvala Bogu, povsod ljudi toliko, da nikjer ni izgledalo, da jih je premalo. To je bila en velik strah v nas, organizatorjih, da smo se odločili za prizorišča, ki bodo izgledala predimenzionirana. Torej, jaz se spomnim, kako smo šli
zjutraj tle iz Nadškofije s kolono po Celovški pa po Dunajski in proti Stožcam in jaz nisem čisto dobro vedel, kako bo ti izgledal in pol se pripeljemo tako, da se je pokazalo morje rumeno-belih šalov in je bila zadeva rešena. No. Tako da res, tako se je dogajalo, bi rekel človek, z veliko božjega usmiljenja pa veliko pametnih odločitev se je zadeva speljala dobro in ljudem je bilo zelo všeč. Ljudje so brez izjeme pohvalili. Na koncu je bilo vseh skupaj nekje čez 300 tisoč ljudi, ne? Po teh nekih ocenah, ki so bile objavljene. Tle imam jaz še drugačno računico. Jaz moram reči, da kjerkoli se je papež premaknil po cesti, Ja. povsod so stale kolone ljudi. Jaz se spomnim tiste poti iz Brnika na Brezje, ki niti ni bila najavljena. Tisto se je dogajalo v zadnjem tednu. Tam je stal špalir, tik pred tem je bil nebohod in tam so stali farne skupnosti z banderi in tisto je bilo res lepo videti. Tisto je bilo res lepo videti in če vzamemo še tiste ljudi, jaz mislim, da se je papež srečal s, recimo tam mogoče do polovice prebivalci naše države. In še ena stvar je po moje vredna omembe za zmeraj. Takrat nas je svetovno znana osebnost, verjetno najpomembnejša svoje dobe, 3 dni nagovarjala v slovenščini. V slovenščini. Skoraj mislim, da, torej jaz zagotovo ne bom doživel kaj takega ponovno, pa tudi verjetno bojo šle še generacije mimo, če se bo to kdaj spet zgodilo. Tako da to je bil iz več aspektov, je bil to res enkraten dogodek in velik blagoslov. Ja, to vse drži, še veliko drugega je in pri tem je sodelovalo seveda zelo veliko ljudi, ker eno je bilo prizorišče, drugo je bilo pa vsa potrebna ostala priprava, pa tudi umetnostno zabeležba teh dogodkov in tukaj to ostane. Naši spomini so krhki in ne preveč dolgotrajni, medtem ko umetnine, ki so bile takrat, ki so nastale v povezavi s papežem, ostanejo in ostajajo in smo lahko ponosni in to bo vedno spominjalo na čas, ko je bil papež pri nas v Sloveniji. Obojna stolnična vrata, recimo Demšarjeva in ta druga, pa še arhitekt Marinko, ki je postavljal vse tiste bogoslužne oltarje takrat in torej boljš, da ne naštevam, zato ker bom siguren koga spustil, ki se ga zdajle ne spomnim, ampak vse je sestavljalo eno enkratno celoto. Povsod se je zgodilo tisto, kar se je moralo. Zdaj, če iščemo bleščice, vsak ima svoje bleščice tega obiska. Jaz moram reči, da se me je najbolj dotaknila slovesnost v Postojni. Tisto je bilo vrhunc in po tistem je k meni prišlo kar nekaj tistih, ki bi jim lahko takrat rekli še miličarji, še policaji niso bili. Pa so rekli, veš, minister, jaz nisem bil prav za to, da bi tle mi sodelovali. To je vendar fajmošter, mi smo jih zasledovali, ne pa, da bi morali pri tem sodelovati. Ampak potem, ko sem videl pa Postojno, je bilo pa prav, da smo bili zraven, zato ker toliko mladine na enem mestu, pa enega incidenta ne, pa nobenega, ki bi se tam pogrmovil, kaj plazil in nobenih smeti. Nisem mislil, da bom to kdaj doživel. In to, če ti pove tam en možakar pri 60 letih, ki je bil vzgajan popolnoma drugače, a ne, je res nekaj posebenega moralo biti tam. In papež je takrat zares praznoval rojstni dan. To ni bil ena procedura, eno
eno bogoslužni obrazec, ampak je on res se srečal z mladimi in z njimi se veselil. No. In oni z njim seveda. No, v zvezi z policajem imam tudi jaz en lep spomin. Potrebno je bilo določiti v neko operativno skupino, ki je bila na ministrstvu in je ozka skupina ljudi, ki je imela vse pod kontrolo in ki bi se morala v primeru, da bi se karkoli zgodilo, odločiti, ne da kličejo kogarkoli. In z cerkvene strani so v to skupino določili mene, zato jaz nisem bil nikjer na prizorišču, ker sem bil ves čas na notranjem ministrstvu, razen potem, ko je bil papež v Mariboru in so potem proti koncu maše rekli, da se ne bo pa nič več zgodilo, da gremo pa še mi v Maribor in smo po hitrem postopku prišli v Maribor, se pravi z veliko hitrostjo, s policijskimi vozili. No in v tej skupini in okrog nje je bilo kar nekaj policistov in so rekli, tukaj smo, pa so pa slišali, da papež deli tam tistim sodelavcem pa bližnjim neke spominke, rožnjevence in mi pravi eden teh mlajših policistov pravi, gospod Janez, a mi lahko zrihtaš en roženkranc, da bo mama, papežev roženec, da bo mama verjela, da sem bil jaz zraven. In ne vem, koga sem prosil, ali Francija, nekoga, ki je bil blizu, da so 10 roženvencov sem dobil tako v ta namen in sem jih na notranjem ministrstvu delil in so jih vsi z veliko hvaležnostjo sprejeli, da bo imeli dokaz, da so bili pri tem sodelovali, ker zunaj jih niso videli, ker pač na prizorišču niso bili. Drugo, prej si omenjal monsignorja Tučija, ta strah in predvsem skrb te civilne družbe, da zagotovijo varnost, je bil upravičen in to so tudi v Rimu pričakovali. No, seveda, so pa to vsi včasih naši prijatelji malo predstavljali po svoje. In ko smo pa ljubljansko varnost obravnavali, je gospod Bogataj, pokojni direktor civilne zaščite, Tučiju razlagal, tam so šotori prve pomoči, medicinski set, prinašalcev, onih nosačev znosili in bojo takoj prileteli, pa ga Tučij ustavi, pravi, gospod, aj nismo na fronti, mi smo na papeževem obisku. Tako je malo hudomušno povedal, da ta skrb je sicer potrebna, ampak v mejah dogodkov. No, še tretja stvar v zvezi s policijo. V Mariboru so nekaj dni prej trenirali tudi varnostne tveganja in med njimi evakuacija papeža iz avtomobila, če bi karkoli bilo. Incidenta. Ja. In za papeža so določili profesorja Borda Koširja in tam sedi, tam okrog stolnice Mariborskega vozijo, naenkrat neka komanda, preletijo tisti varnostniki, preden se je Borut zavedal, je bil že z avtom pa 3 okrog njega, tako da je bilo potem tudi veliko smeha na ta račun, kako so papeža reševali v primeru, če bo treba, da pa bil to Borut Košir. In takih zgodb je bilo veliko, ki seveda kažejo na resnost priprav in na veličino dogodka. Vse ostalo, kako se je pomolilo v ljubljanski stolnici, pa v Stožicah, pa vse povsod, kako to ljudi prevzame. Tam, ko smo bili na notranjem ministrstvu, smo imeli en kontakt, pa ne z škofi in ostalimi, ki pač niso imeli časa. Naš kontakt, ki naj bi imel prižgan telefon, je bil Tone Kompare, ki je bil tam nekje pri oltarju. In seveda ga je tako prevzelo, da ni telefona slišal. Ko smo enkrat nekaj spraševali, Toneta Kompareta se ni dalo dobiti, ker je pozabil na telefon in tako naprej. Dogodek je bil prevelik. Ja, prevelik. No, pa še en dogodek, ko se je šlo iz Stožic po določeni poti
proti Šentvidu na kosilo, ne. Na Škofove zavode. Ja, je škof Uran, ki je domačin, pa poznavalec ceste, je rekel, tu bo šlo predaleč, gremo tle mi desno. 1 uro je zamudil, on pa tista njegova štirica, ker je bilo vse zabasano, tam una je šla počas, ampak je šlo, vse ostale bližnjice so bile zaprte, ne, tako da za 1 urno zamudo so prišli na kosilo. Gospod Šter, vi pa ste se srečali osebno s papežem takrat, če lahko delite z nami. To tudi ni bilo planirano glih tako, ne, po protokolu. No, jaz sem bil prej že, ko je ena skupina šla pred obiskom, kot je to običajno, poročati ali pa se srečati z gostom in mu predstaviti priprave. In takrat vem, da torej, kolikor se že pred tem pripravljaš, takrat obmolkneš, ko prideš in vidiš papeža tako na 1 meter in na 4 oči, pa niso bile 4 oči, ampak sreče bil zraven prijatelj Štefan Falež, pokojni, žal. In vem, da me je sunil pod rebra in rekel, minister, govorite zdaj. In seveda pol, ko spregovoriš, se izkaže, da je papež ena zelo topla oseba, ki ne samo spremlja, kaj mu je povedano, govorila sva o eni polomljeni nemščini in potem je rekel, da bi vsak svoje govorila, pa se bova tudi razumela, pa sva se razumela, pa ni samo poslušal, ampak je tudi govoril. In vem, da naslednjič, ko sva se srečala, to sta bile 2 srečanji pred obiskom, smo mu kot darilo prinesli eno maketo kozolca. Tak, lepo, lesena, taka za v naročje. In potem sem jaz rekel, veste, naša naloga tam je, da postavljam, to je ena tradicionalna slovenska priprava za sušenje sena. In mi zdaj postavljamo tako pripravo zato, da bomo lahko shranili vaše nauke. In jaz sem prepričan, da bo kozolc pripravljen, ko boste prišli, potem bomo pa videli, kaj bo postavljeno in kaj bo ostalo. In seveda, on si je zapomnil, ker v sporočilu, ki je prišlo po obisku iz Vatikana, je bilo omenjeno, da upa, da bo od tistega sena kaj ostalo. Tako da, mislim, neverjetno, s kakšno pozornostjo pri vseh tistih stvarih, ki so bile njegova naloga in njegove skrbi in to naprej, si je uspel take malenkosti, pravzaprav nič pomembne, pa vseeno zapomniti in jih seveda ohraniti do obiska in še po obisku. In še ena dogodivščina je, takrat v času obiska je bilo tle okrog nadškofijske stavbe je bilo posebno območje. Tudi zato, ker nam je vatikanska predhodnica rekla, veste, ena zelo pomembna lekcija je tudi to, da vi ne smete kar verjeti, če je kdo oblečen v duhovnika. Kar ga kredibilno izkaže je akreditacija. Če kdo pride brez akreditacije, ne sme mimo kontrolnih točk. To je bilo, v posameznih primerih je bilo to zelo težko, ampak tega smo se držali. In potem je papež prišel z Brezij na Brdo, z Brda v stolnico, iz stolnice pa potem na počitek. In tista zastražena nadškofijska stavba, zjutraj se začne eno panično, precej hudo obvestilo po policijskih zvezah, nekdo moti jutranji mir okrog nadškofije. In pol seveda, to je skoraj nemogoče, kdo bi to bil, a ne? No in pol seveda jaz pridem zraven in se pozanimam, so rekli, veste, po vsej verjetnosti prihaja prav iz stavbe nadškofije. Sem rekel, ja, kako pa zgleda tisto motenje, kaj pa je, prav en poje. No in pa se je izkazalo seveda, da je tisti, ki je pel, je bil kar sveti oče Janez Pavel II, ki je zgodaj vstal
in je hodil po ta drugem nadstropju gor po arkadnem hodniku in pel jutranje hvalnice. Ampak straža je bila dovolj pozorna, da je to slišala in potem so rekli, to bo pa papeža zmotilo. To so take dogodivščine, ki so seveda zdaj zabavne, ampak takrat je bilo tako kar malo negotovost, kaj bo, tam en prepeva. Lahko še nekaj povem. Bili so tudi tisti, ki so nas preizkušali, tako, na svoj način. No. Je en tak zelo znan novinar v Sloveniji, ki je pol po obisku mi povedal, veš, dobro ste naredili. In to ti lahko povem zato, ker sem se jaz dal zapreti na Povšetovo. Dan pred obiskom je šel tja v tisti policijski prostor za pridržanje, zato da bi videl, koliko ste jih preventivno zaprli. Je rekel, pred vsakim takim obiskom je policija naredila racijo, pok, pa so tisti klošarji in sumljivi elementi izginili. Sem rekel, no, in kaj si videl tam na Povšetovi? Prav, ja, nič, sam sem bil. Tako da je bilo veliko pozornosti usmerjeno na to, da bi našli eno malenkost in iz tega naredili velike zgodbe, pa jaz, torej, en kiks je bil in sicer, ali pa vsaj en kiks je bil, za tistega vem, in to je bil Šentjernej na Dolenjskem, kamor naročeni avtobus za prevoz v Stožce ni prišel. Ampak to je tudi edini tak dogovorjen prevoz. 3 avtobusi. Za Šentjernej. Ja. In župnik je prišel pol in je rekel, veš, mene bojo ljudje ubili. To je taka slaba volja, jaz nimam, sem rekel, ja, zdaj, to je bilo že po obisku, sem rekel, zdaj, a bi mogoče kaj pomagali, če bi se šentjernejski farani, tisti, ki želijo, lahko udeležili zahvalnega romanja za dober obisk, ki je bil decembra ali januarja? Decembra je bil. Boste pa takrat s prednostno pravico tam vključeni, no in to je nekako pomirilo tiste šentjernejsko hudo uro. Ampak treba je tudi povedati, da v tistih 3 dneh se v Sloveniji, vsaj po mojem vedenju, ni zgodila nobena omembe vredna nesreča. Ni bilo prometnih zapletov, ni bilo kriminala, kar mi pove ali pa me potrjuje v mislih, da so takrat ljudje res zaživeli eno čist posebno razpoloženje. Da je zavladala ena zbranost, ena mirnost in tudi eno tako zelo sproščeno, ne razpuščeno, ampak sproščeno veselje. Tako da to je eno z drugim pomenilo, da smo se takrat pravzaprav vsi dobro imeli. No? Še ene 2 nevšečnosti bom omenil. No, pri eni je tudi gospod Andrej udeležen. Očitno ste imeli akreditacije, ker ste se 3 znašli v soboto zvečer na dvorišču nadškofije in papežu, a že v petek, in papežu zapeli pod oknico. Lojze Peterle, ti plus Matija Ortar, pa Matija Potočnik, pa še kakšen. A ste bili 4, a več? Uran je bil zagotovo, ja. Pa bil pa kvintet. Neskončno lepo je bilo. No, in papež je tudi petje je bilo lepo. In papež si prišel pozdraviti in se zahvaliti. Papež je to z veseljem poslušal, bilo je pa to res ena taka spontana odločitev, mislim, da je pobudo zanje dal, zato je dal Peterle. Dajmo nekaj zapeti. Aha. Odlično. Torej, to je bil en tak kongenialen dogodek, ki pač ga ni bilo mogoče načrtovati. Če bi načrtovali, bi izvedeli od varnosti tudi slučajno ne. Kako pa bomo pa te ljudi, to morajo biti preverjeni, pa tam morajo ostati vsaj 1 uro prej. In to je bilo takoj po vrnitvi iz Postojne. Gostu je bilo všeč, nam še bolj.
In tistim, ki so bili na dvorišču, tudi, čeprav ni dosegalo tiste ganljive lepote, ki jo je imela jutranje voščilo otrok papežu za rojstni dan. Tisto je bilo pa ganljivo, tisto je bilo pa res vredno solza, ki so tudi bile takrat in to je neponovljivo. No? No, in drugi dogodek, povezan tudi z nadškofijo, so bili pa zvonovi in ura, ki bije po noči. Ne? Papež je stanoval v sobi, ki je bila sem proti stolnici. In ko je zaspal, začela ura toč. In so po noči šli varnostniki in so naročili in so uro ugasnili. Zato, da je papež lahko v miru spal. Ker če si navajen, je ne slišiš, če pa nisi navajen, te pa zbudi vsake 4 ure. Ne, lahko. Tako da take stvari so se tudi dogajale, ki kažejo na to človeško, pa hkrati tudi eno višjo dimenzijo. Spomini so res še zelo živi, ura pa teče. Ja. Z nami je pa tudi gospod Vrecelj iz Hoč, ki je takrat in še vedno prideluje vino, s katerim je Janez Pavel maševal prav na svoj rojstni dan 18. maja Savignon. Na to vino danes se opozarjam ne samo zato, ker ga bomo tudi okušali, ampak je tudi etiketa je nastala na družini. Naš nekdanji tehnični likovni urednik je naredil etiketo in Vrecljevi to vino še vedno pridelujejo. Pa nas sedaj vse skupaj vabim, da se pomaknemo v prvi prostor, kjer nam bo gospod Vrecelj povedal več o tem vinu in ga bomo tudi poslušali. Gospoda boste pa na voljo še za neformalna vprašanja. Lepo prosim. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala.